Minuli teden je zaznamoval dvig temperature, še posebej vroče pa je bilo v Novi Gorici, od koder prihaja tale kolaž lepih besed. Dekle s prstom v ustih. Prostitutke. Analni seks. Testiralo za pol ure je 60 evrov. Kanala poljubljeni oblačila. Trojček s kolegico danes. Adres z izboljšavom 120, z izboljšavom 150 za pol urice. Seksualni turizem. Radi seksamo. Mali vroče ratel v tem studiu, ne? Kako bi šele vroče ratel, če bi dodali besede lateks, bič in mortadela? Eni pač ratamo lačni med seksom. Vse naštete besede seveda izvirajo iz novogoriškega kluba Marina, v katerem naj bi poleg savn in bazenov ponujali tudi prostitucijo. Zato se je slovenska policija preiskave lotila na prav poseben način. Ja, kar 150 preiskovalcev je več kot leto dni spremljalo dogajanje v palači razvajanja v klubu Marina pri Novi Gorici. Ja, prav ste slišali, gledalke in gledalci, 150 slovenskih policistov je eno leto obiskovalo bordel pod krinko, da delajo preiskavo. Logično, da je preiskava trajala eno leto, če so po vsakem obisku rekli, veš kaj, nismo ziher, da gre res za prostitucijo. Ti, a gremo še enkrat pogledat, Marjan, te? Pa ne prije še Lojze pa Bojan. Pa Štefan, ki ima lih rojsten dan. Pejmo vsi. Pejmo vsi. Kaj se je tu sploh dogajalo? Policisti so obratovanje kluba posebej intenzivno preiskovali zadnjih 14 mesecev. 23krat so v klub vstopili pod krinko, 5krat so se s prostitutkami dobili zunaj Marine. 23krat so obiskali bordel. Kaj, a so šli vsakič pogledati, ko so nove prostitutke prišli, da še njih preverijo? Ali kaj je bilo? Pa koliko preiskava prostitucije traja eno leto? Dajte mi to povedati. Prostitucijo ti jaz ugotovim v eni minuti. Gospa, če seksava, vam moram plačati. Če reče ja, preiskave, konc. So pa policisti med preiskavo kluba Marina ugotovili, da gre za edino marino, v kateri moraš plačati 85 evrov vstopnine in še dodatnih 70 evrov, da lahko parkiraš svojo barko. Za doplačilo jo lahko parkiraš tudi na zadnjem privezu. Velikost ni ovira. Tudi za največji jambor se najde plac. Policisti so se preiskave lotili tudi s prisluškovanjem, nam pa je uspelo pridobiti ekskluzivni avdioposnetek iz ene od tamkajšnjih sob. Jure, a si končal? Jure, zakaj ješ mortadelo? Čudne stvari so se dogajale tam. No, zdaj, ko ste videli, kako je videti postelja v klubu Marina, sem prepričan, da vas zanima, kakšen je preostali del kluba. Ko je gost vstopil, bil pač seznanjen z vsemi pravili, ki v klubu veljajo. Tukaj se recimo lahko še Sevenerje pogledal. Za tem delom je, tukaj v tem delu je sedela receptorka. Tako. Ker če obiščeš bordel, ne, je fajn, da domov prineseš še kakšen spominek familiji. Naprimer, ne vem, rožnat šlafrok z bleščicami ali pa herpes, ne vem. Mal sem vas, to sploh ni herpes, ampak sifilis, sam preverjam, če spremljate. Tole je herpes. Tole je herpes. Zdaj, ko smo to razčistili, pa bi, kot bi rekli naši policisti, lahko šli nazaj v klub Marina. Ker je prostitucija v Sloveniji dekriminalizirana, nas je seveda zanimalo, ali je gost z obiskom kluba Marina dejansko sodeloval v kriminalni dejavnosti. Dobil je natikače, kopalni plašč. Se pravi, kopalni plašč, natikače. Okej, zame je to dosti dokazal, da gre za kriminal. Bel kopalni plašč zraven modrih natikačev. Če to ni zločin, jaz ne vem, kaj je. Čeprav, ko sem jaz bil, so bili copati. A sem to na glas rekel? Poleg 150 članov navadne policije bi tja morali poslati še 150 članov modne policije. Mislim, modri plastični natikači, pa dejte no. Samo zato, ker si italijanski turist, ti še ni treba zgledati kot en. Okusa za modo torej niso imeli, se pa vsaj niso pretvarjali, da je klub Marina dejansko zdravilišče. Gremo naprej. Tukaj se začne wellness del, če bi ga lahko tako poimenovali. Ja, tu je vse legalno, organiziramo druženje z DJ-jem, kjer ni DJ-ja.
Vabljen ste pa tudi v naš wellness, če mu hočete tako reči. Mi mu rečemo fuk kamera, vi mu lahko rečete wellness. Vaša izbira popolnoma. Ker pa je policistom z vsakim vnovičnim obiskom poslovanje kluba postajalo vse bolj sumljivo, so po letu dni vdrli v prostore in si zaposlene in goste privoščili malce bolj na grobo kot ponavadi. So vleteli noter, razbili vse goste, se po tleh pometali, drli se na njih v slovenskem jeziku. Praviloma je to običajna praksa. Morate vedeti, da tudi pred začetkom hišne preiskave je treba najprej poskrbeti za varnost preiskovalcev. To je res, policisti so morali biti grobi, saj je večina gostov v času aretacije bila oborožena s trdim in ostrim predmetom. Sporni novogoriški klub pa po policijski raciji ostaja zaprt, je pa pojav prostitucije v Sloveniji znova odprl debato o legalizaciji. Najbolj sočne besede je seveda ponudil zagovornik legalizacije Zmago Jelinčič. Tako kot moški radi seksamo, tudi ženske radi seksajo. In dejstvo je, da tudi če ženske dobijo za to plačilo, je pač tako. Treba je reči, da če bi samo tiste ženske, ki so bile na robu preživetja, šle v prostitucijo, potem bi bile prostitutke same grde, zmečkane in iztrošene ženske. Kot vidimo, najlepše prostitutke so tiste, ki tudi največ zaslužijo. Ja, jaz ne, ampak meni gospod Jelinčič zveni, da ve, o čem govori. Mogoče tudi on. Mogoče tudi on pod krinko preiskuje prostitucijo. Sam njegova preiskava še traja. Pa malo bo še trajala. Nam je pa uspelo izvedeti, koliko ljudi v Sloveniji se dejansko ukvarja s prostitucijo. Po nekaterih podatkih naj bi se v Sloveniji s prostitucijo ubadalo med 3000 do 4000 ljudi. Da sem bolj plastičen, to je približno populacija kraja Tolmin. Prostitutk in prostitutov je v Sloveniji toliko, da lahko nadomestijo prebivalstvo Tolmina. Kar mogoče sploh ne bi bilo tako slabo za njihov turizem. Tolmin je namreč znan po glasbenih festivalih, ki jih brez problema spremenijo v festivale najstarejše obrti na svetu. Popularni festival Punk Rock Holiday bi postal še bolj popularen festival Hard Cock Holiday. Festival Motor City bi lahko postal festival Motorboat City. Festival Metal Days pa bi se preimenoval v Metal Gays. Usnje in kovinski dodatki bi ostali. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!